Lepo pozdravljeni v imenu Mariborske knjižnice na našem ciklusu večerov Odprti horizonti. Seveda je naš nocojšnji gost med najbolj znanimi, prepoznanimi osebami v Mariboru, kulturnik od nog do glave, oče festivala Lent, ki praznuje letos okroglo obletnico, Vladimir Rukavina, Gogo. Gogotovska generacija, zato sem lahko v tem nagovoru še bolj sproščena. Nisva bila sošolca, ker je on z prve, jaz pa z druge gimnazije. Absolutno. Absolutno. Ampak sva pa pravzaprav potem poklicno skoraj celo delovno dobo povezana. Po tistem, ko sem jaz kratek čas učila na šolah, sva potem pravzaprav od leta 1983 bila sodelavca na Zvezi kulturnih organizacij. On je bil tajnik ZKO Pobrežje, jaz tajnica ZKO Tabor. To je bilo včasih v časih Tineta Varla in Janeza Karlina. Potem sem šla jaz v knjižnico, Gogo pa je prišel na koncertno poslovalnico, pa sva bila spet skupaj na Rotovškem trgu. No, kmalu po tistem pa se je začelo s kulturno-prireditvenim centrom Narodni dom in seveda kmalu potem se je rodil tudi znameniti festival Lent, ki danes slovi ne samo po Sloveniji, ampak tudi daleč izven meja Slovenije. Z Gogotom se bo nocoj pogovarjal prav tako naš stari znanec, novinar, zgodovinar Stane Kocutar. In jaz vam kar predajam besedo, da ne bom vlekla. Bi se pa rada ob tej priložnosti še posebej zahvalila Narodnemu domu za dolgoletno dobro sodelovanje. Mi smo vedno bili povezani, kakorkoli smo si pomagali. V začetku festivala Lent je naš kombi prav prišel, v zadnjem času pa, ko smo mi bolj brez prostorov za prireditve, nam Narodni dom z veseljem priskoči tukaj na pomoč. Tako da naj živi to lepo sodelovanje še naprej. Gogo in Stane Kocutar, izvolite. Hvala, Dragica. Hvala, Dragica. Lepo je slišati, da imate dobre zaveznike in prijatelje. Vsem je to ljubo in prav pride. Hvala tudi za priložnost tega pogovora, ki na samem začetku sem mislil, kaj pa bova midva rekla, glede na to, da tudi nekaj stvari je takih splošno znanih, ampak na koncu koncev pa vendarle ugotoviš, da je pod črto 30 let in da so to 30 letja, v katerih se je ogromno dogajalo, ogromno zgodilo, so stvari tekle svojo pot, ogromno energije je bilo pretečene v organizacijo. Ampak jaz bi kljub vsemu začel zgodbo nekje tega pogovora v prazgodovini. Na začetku torej, tega stoletja in v tistem kritičnem času leta 1920 je bil upravnik Narodnega doma v Trstu gospod, ki se je pisal Martin Čretnik. Martin Čretnik je 13. julija 1920 iz goreče stavbe pobegnil preko streh drugih hiš. Smo spet pri Borisu Pahorju, ki je takrat kot deček spremljal, kako je Narodni dom v Trstu gorel. In kaj ima to zveze z nocojšnjim večerom? Veliko. Gogo, Vladimir Rukavina, je pravnuk Martina Čretnika. Nalašč sva začela v Trstu in pri tej zgodbi. Kaj pravzaprav veš o tem? Torej, vem marsikaj od izpripovedovanja moje none, žal seveda tudi že pokojne, ki se vse tega spomnim. Vem, zapomnil sem si, da je rekla, da so pa ti Italijani in fašisti mačke jedli 100%. Vem marsikaj drugega, znam trieštinski dialekt nepremeno prej, kot sem se naučil malo boljše govoriti potem.
italijansko. In seveda, predvsem pa mi je bistvena ta stvar, za katero sem se, seveda, s katero sem na nek način rastel, ta en mediteranski temperament, za katerega pa vemo, da so ga takrat Tržačani prenesli v Maribor in skozi to je na koncu nastal en neverjeten konglomerat, ta na Štajerski, ki dela to mesto takšno, da v njega radi hodijo in seveda po drugi strani, če grem na konec, tudi zaradi tega radi sprejemajo takšne stvari, kot jih počnemo mi v Narodnem domu. Še veš kaj več o tem svojem pradedu? Ne, torej vem, da je takrat moral pobegniti skupaj z prababico Julijano, da je prišel kar zagrenjen potem nekako v Maribor, da niso mogli seveda svojega Trsta pozabiti. Bilo je 12 otrok, imeli so prekrasno stanovanje, Narodni dom je bil torej nekaj fantastičnega v tistem času in seveda prvo begunstvo na nek način bi lahko rekli. No, ta del te moje korenine so, on je bil iz Šentjurja, Štajerc pri Celju, torej tako da to, ko ste rekli, da smo Štajerci po njem zanesljivo Štajercem, ne samo po srcu. Druga, ta babica Julijana, ona pa je bila iz Čabra na meji slovensko-hrvaški, nekako spoznala sta se na takratni, lahko rečemo, akademiji gostinski, to je bilo nekaj takega, kot je nekoč počela pri nas Helena Cvekli, se je zaljubila, poročila, dobila službo v Trstu in rodila 12 otrok. In potem pobegnila za polovico teh otrok sem v Maribor, kjer so si potem oni ustvarili svoje življenje. Zanimivo, torej toliko o tej prazgodovini in o taki osebnostni koincidenci dveh narodnih domov, te slovenske diagonale. Zdaj pa recimo, no, mi smo tudi skoraj enkrat govorili, enkrat za Kurland, se bo spomnil, pa smo imeli srečo, da so naš čuječi sosedje iz oficirskega bloka pravočasno opozorili, ker če ne bi bili še eno pogorišče, tako da upam, da bo do takrat bilo dvakrat celo. Zdaj pa k tebi, malo tak pogled, slišali smo prva gimnazija, mladosti si bil precej zapisan košarki, nekako so pa nate računali, da boš šel v smeri prava, vsaj en stric je bil prepričan v to, ampak ja, nekdo vrača, nekdo vrne. Tudi jaz sem bil kar dolgo prepričan v to, ampak potem so stvari seveda šle drugače svojim potom, čeprav višjo pravno šolo imam zaradi nekih razlogov, potem nisem dokončal druge stopnje, pa potem po drugi strani seveda ekonomijo, ampak to je bila ena od stvari, ki me je privlačila, ko sem bil mlad. Po drugi strani pa še z enim poklicem sem se ukvarjal, bil sem tudi takrat trgovec, firma naša je prodala toliko pohištva kot Jeklotek na Merkur, starejši si boste spomnili, kaj je to bilo, ampak pisarniškega pohištva. Po noči sem v Tamu sestavljal jaz te pisarne in tako naprej. Tam je bil verjetno še mogoče bolj bogat, ampak srce pa me je vleklo potem seveda, kljub pisarni odvetniški, ki me čakala, me je vleklo na nek način v kulturo. Najprej Kudu študent, potem preko Kuda študent seveda naprej, doktor Menitine Barl enkrat srečal na cesti, ko sem že nekaj časa bil, rečemo temu, torej predsednik Kuda študent in mi je ponudil službo. Meni na začetku za 4 ure, samo ti si imela polno, ne? Seveda pridna, vedno malo od mene. No, kar se pa zdaj seveda pozna zaradi tega, ker meni te 4 ure zdaj ravno manjkajo potem do polne, torej, ker je toliko manj delovne dobe. Ampak no, v glavnem skozi to sem prišel do Zveze kulturnih organizacij, bil najprej tajnik Zveze kulturnih organizacij občine Maribor Pobrežje, zanimivo delo, izjemno. Naš Porto, ne bom rekel, kako drugače še pravimo, je bil Tezno, ja, Branko Miloš, ki je pravkar šel v penzijo, se pravi v petek. Ja. In potem so vsi skupaj prišli na Zvezo kulturnih organizacij mesto, ker takrat so razhajali občine. Minka je bila na Rotužu, točno. In potem je bila v Pesnici je bila Branka Nikli, pa potem Sabina Homacher. Točno tako je, vidiš, to sem še skoraj pozabil. No in glavnem potem smo se nekako znašli vsi na Zvezi kulturnih organizacij mestni mariborski. Ti si šla že takrat, mislim, da v knjižnico, potem, ko smo šli. Ja. Si šla, jaz sem bil pa seveda še vedno tam. Ni bilo najbolj ravno posluha, čeprav sem bil strokovni sodelavec za glasbeno dejavnost, tam se mi je potem reklo in prireditve.
ni bilo največjega posluha za moje ideje o prireditvah, takšne kot so bile, tako da tisto, kar si govorila o Tinetu, pa o Janezu Dragemu, prijatelju, nisi pa omenila, da ker pač nista imela posluha za to, da se naredijo okoli mize, bil se spomniš? Ko se je Nežka rekla, fizično pa ne bomo obračunavali, ampak glavno bilo je tako, da seveda temperamenten sem na nek način bil. Ves čas tega niso prepoznali nekih mojih idej in potem sem prišel z idejo, da bi pa te kulturne dejavnosti Rotoš nekako spremenili in, kar je nujno in bistveno od njih, ločili Lutkovo gledališče in naredili kulturno-prireditveni center. Takrat je ravno prišlo do tega, da je bil Narodni dom nekako vrnjen oziroma na poti k temu, da bo vrnjen. No in to idejo je prepoznal takoj, vsakemu čas, pa ne, ker je moja ideja tako dobra, ampak na koncu, ker je bil zelo dober, ko si ga pripričal, je pa tudi vse naredil zate Goran Rajić. Goran Rajić me je potem poslal v kulturne dejavnosti Rotoš, ki sem jih moral sam razpustiti zelo hitro. In interesantno, Tine Varl je prišel k meni v službo še, tako da sem potem jaz bil že čez 2-3 mesece direktor Tinetu Varlu, postal je najprej umetniški vodja gledališča, no in potem, ko smo se razšli, je Tine postal potem direktor Lutkovnega gledališča. Pametna poteza, še posebej, če govorimo danes o idejah, na katero sem tudi na kvizu odgovoril, da ne pride poštev, torej, ko hočejo zopet se združiti, ko govorijo v Mariboru o kulturnem holdingu in tako naprej, sem rekel, ne dajte mi mandata, če mislite, da bom to zagovarjal, torej nobene variante ni. No in potem smo se počasi preselili v Narodni dom, vse nažicali, vprašajte Andreja, dobili pohištvo, kako lepo pohištvo ste, ja seveda se smo ga nažicali, ker sem jaz pred tem prodajal, torej tako kot sem rekel, za stol iz Kamnika, dobili pohištvo za naše pisarne, dobili pohištvo za vse. Gospod Kralj nam je iz Dravskih elektrarn, pokojni gospod Kralj, nam je tak, da noben je vedel, vsipal na dvorišče iz kamionov elektromaterial, to in smo potem z udarniškimi akcijami žicali, smo ves čas obnavljali in tako naprej, tako da to je bilo to. Ja, torej tu smo zdaj že skoraj da pri Narodnem domu, ampak ja, tiste stvari, o katerih smo pa takrat razmišljali mi, takrat mladi in nadebudni, so pa bile vseeno malo drugačne, kot je bilo takratno ustaljeno mariborsko kulturno življenje. Takrat se nam je pač enostavno zdelo, da bi se dalo narediti neprimerno več, tako kot se danes verjetno tudi upravičeno zdi marsikomu, da bi lahko naredil neprimerno več, kot počnemo in naredimo zdaj mi, čeprav smo se zelo pomladili, torej ne jaz, firma se je pomladila. In seveda takrat smo, treba pa je vedeti, da pa je obstajala že ena stvar. Obstajal je Folkart, ki smo ga naredili takrat, bivši Kudovci, torej 4 leta pred festivalom Lent, prvim, ki ga mi štejemo. In seveda je treba povedati, in to bi rad posebej poudaril, ker na to marsikdaj pozabijo oziroma o tem ne pišejo, pa mislijo, da se mi ne spomnimo, da so obstajale že neke prireditve, ki so bile na Dravi, ki so bili tudi na Lentu, v vodu jih je gospod Janez Jerman, pokojnik, ki je bil nekoč direktor Mariborskega letališča, znamenit Mariborčan in Črt Mesarič, ki je bil takrat župan Splavarskih krst je bil in potem še neke prireditve, ki so jim tudi rekli samo Lent ali nekaj takšnega. No, torej, vsekakor so to bile predhodnice tega, kar smo mi naredili. Mi smo potem na drugačen način zavrali, mi smo potem naredili seveda Plavejoč oder in vse to skupaj, ampak nikoli nisem pozabil, vsa ta leta, kadarkoli se je pisalo o tem in vedno bolj slavni smo postali, nikoli se nisem pozabil zahvaliti tem ljudem, ki so to začeli. In važno je, da ta spomin seveda vseeno ostane, zaradi tega to posebej izpostavljam. No, mi smo ta Lent naredili prvi pred 19 leti in zato je 30 izdaj. Ja. 30 izdaja. Ja, 30 izdaja. Ja. In zanimiv je bil ta preboj leta 93, 15 dni, 180 tisoč obiskovalcev, 16 prizorišč, 1300 nastopajočih, 7 držav. Mislim, da je to bil šok. Smo znali, kaj šteje, če takrat še ni bilo Bocota v koncu, ki... Jaz sem včasih še boljši števil, sam zdaj pravi, tega pa vseeno ne govori, ker to pa ni čisto res na koncu, kaj si golove števil, si to sem mislim, da bote števil in tako naprej. Ampak mislim, da je naša statistika kar merodajna, čeprav zelo dosti materialov takrat ne obstaja, verjetno zaradi tega, ker je Boc bil takrat še v metalni, pa potem svili, če se ne motim. Ampak skušamo vse te stvari tudi ob 30. obletnici Narodnega doma na nek način pridobiti na novo, restaurirati in tako naprej. Ampak ja, bilo je impozantno zaradi česa, ker je moralo biti, torej kaj smo ugotavljali takrat? Ugotavljali smo, ravno je prišlo do
razpada države, prejšnje naše skupne, prišlo je do propada gigantov, prišlo je do tega, da Mariborčani enostavno niso imeli pravzaprav kje denarja, da bi šli na morja, kamorkoli drugam, pa tudi takrat se ni dalo, da že prej pa niso radi hodili, še posebej poleti, zaprte prostore. Kultura pa se mi zdela, da vseeno, če so kaj videli, so imeli radi. In kaj smo potem naredili? Smo rekli, itak se sprehajajo ob Dravi in takrat so bile, če se boste spomnili, predtem so bile povorke že ob Dravi, ker so ljudje pač enostavno našli korzo po nekem starem, rečemo temu, običaju iz bivše države in mi smo takrat rekli, k nam ne bodo prišli karte, ne bodo plačali, bomo pa mi, če ne gre, torej Mohamed gori, pride gore k Mohamedu in na ta način smo mi takrat seveda pripeljali kulturo tja dol na led, ampak vedel sem pa eno stvar, to sem pa res vedel, če ne bo takoj v začetku to največja otvoritev v Sloveniji, ker v male korake nisem nikoli verjel, še ko sem navarila pa Karolina, da bi v Velike delo okoli nizega, stvari se ne bo verjela, ampak če ne bomo naredili takoj največje, potem tega ne bomo mogli enostavno sfinancirati, ne bo šlo in takrat smo stopili potem do zavarovalnice, do banke seveda in še nekaterih in smo rekli, tukaj bo toliko in toliko ljudi, mi bomo za njih naredili nekaj dobrega, ampak dobro bomo naredili zaradi tega, če boste vi nam pomagali, boste vi delili ta naš goodwill in torej zaradi tega boste tudi vi dobri. In to je bil en recept, ki smo ga takrat seveda naredili in predvsem za vsakega nekaj in na dovolj velikem kakovostnem nivoju. Pa še eno stvar je treba vedeti, zakaj smo se tega lotili. Lotili smo se, ker z vsemi našimi idejami z koncertno poslovalnico, ki je postala del kulturno-prireditvenega centra, najstarejšo na področju bivše Jugoslavije, s prekrasnimi programi, takrat pod vodstvom Metke Čurman in njen desna roka je bil Andrej Borko, torej imela prekrasne programe, ampak nikoli ni bilo dovolj denarja, še posebej potem, ko smo videli, torej, kakšne plane smo si zadali in tega ustanovitelj enostavno ni spremljal na ta način in zato smo morali tudi denar sami zaslužiti, tako da to je bila druga varianta. Zanimivo je to, recimo, na kakšen odmev je zgodba naletela, ker vendarle si moral vstopiti torej, do sponzorjev, ja, do politike, hkrati pa je zanimivo, da je to postala takoj največja, najodmevnejša festivalska prireditev v Sloveniji in hkrati močno tak identifikacijsko torišče Mariborčanov. Torej, rekli smo, z industrijo je bil krah, to je bil krah, tudi fuzbal takrat ni ravno laufal. Lent pa je bil neka pozitivna zgodba, s katero se je dalo zlahka in navzven široko identificirati. Začutili smo ta moment na koncu, da nekaj tajega mesto ponižuje, da je polno ponižanih, razžaljenih ljudi, odrinjenih na koncu koncev seveda od marsičesa in zazdelo se nam je, da ljudje to enostavno potrebujejo. In tukaj smo, mislim, da zadeli žebelj na glavo, zaradi tega, ker smo jim pripeljali nekaj, kar jih je najprej veselilo, po drugi strani pa, ko smo naredili to stvar še bolj mednarodno, jih je navdajalo s ponosom. In tukaj se vrnemo na ta temperament, štajerski, tipični, ki je mešanca torej, tega, kar je tu mogoče že bilo in teh naših primorcev, ki so prišli seveda iz Trsta, in vsi ti ljudje so znali biti prekrasni gostitelji. Zaradi tega še danes ljudje pravijo, ko pridejo v Maribor, rečejo, no tu pa je vseeno nekaj. Čutimo drugačno energijo, kot smo v Ljubljani. No in ravno zaradi tega so ti ljudje začutili, kaj jim pravzaprav dajemo, torej poistovetili so se z vsem tem in zaradi tega je bila to zgodba v uspehu. Žal je edino, da glede na vse plane, ki smo jih imeli, politika tega nikoli ni zapopadla dovolj, da bi nam dala fundament. Kaj smo mi delali? Mi smo šli in smo v Ruševine prinesli kulturo, našminkali jih malo in naredili. Na ta način smo bili v Žičkem dvoru, pa smo bili v Minoritih, pa smo bili v cerkvi, pa smo bili tukaj v Vetrinskem dvoru, tudi mi smo ga na koncu odkrili. Apropo, to pa je moj drugi dedek imel čevljarstvo, ampak dobro, to je ena druga zgodba, nekoč pred vojno, to je bil pa Grgurjevič Nikola. No, odkrili smo kaj še, stari radio, marsikaj od vsega tega in to je bil pa drugi impuls in to smo zavestno počeli, torej dajmo vnesti življenje v Ruševine, zaradi tega, da bodo mogoče obnovljene, ker takrat se je končala torej obnova prvega dela Lenta, tam nekje do Stare Trte, mislim, da je bila in vidimo, da smo dolgo čakali seveda na drugo. Ampak ta impuls z naše strani je bil dan in mislim, da tudi zelo dobro sprejet. Zdaj, če pogledava
naenkrat se v Mariboru pojavijo zvezdniške zasedbe svetovnega formata, nekoč je bila primerjava, kot da bi gostoval Real Madrid, recimo nekaj približno takega. To še imamo zdaj v našem koncertnem abonmaju, tisti, ki ga spremljate, morate vedeti, da enkrat mesečno v Mariboru igra Real Madrid, ali pa Chelsea, če gledamo simfonični cikl in komorni cikl. Marsikomu skušam to povedati, pa bi rad posebej mogoče to izpostavil. Kako je bilo praktično, ko se pojaviš na mednarodni sceni kot nekaj novega in prepričuješ Stefana Grafelija in njegove pridete v Maribor? Ne. Torej, v bistvu so se stvari razvile tako. Najprej smo naredili tisti lent, o katerem smo se zdaj pogovarjali, ki ni bil tako zelo mednaroden. In mene je mesto takrat poslalo, takrat je ta se zadel kar dobro delal. In nekje so mene opazili, videli so, da znam jezike, pa so me poslali takrat, ne bom pozabil, v Italijo sem moral iti kot predstavnik Maribora, torej ta Vivičita se je reklo, ko se je teklo nekoč okoli, ko so mesta tekla, potem sem postal član FCC-a, to je Združenje karnevalskih mest, to me je Magda takrat poslala, naša županja, ko Ptuj še nič kaj dosti, ni imel z njimi kontakta. No in skozi to sem prišel na nek način v povezavo in takrat sem bila skupaj z Jožetom Jagodikom, ki je bil, mislim, da eden od začetnikov silvestrovanja, takrat smo bili tudi, torej prvo silvestrovanje na prostem, ravno tako smo delali Magda, Jasna Balog Dominko. 89, ne? Mislim, da je bilo 89, potem Jože Jagodnik, ki je bil tudi speaker, ne bi rad koga pozabil, torej dejansko, ampak neka ta ekipa in nek velik posluh, zato seveda je bil. No, in takrat smo šla z Jožetom v Aalborg na Dansko in tam sem jaz nekega dne spoznal eno gospo, Charlotte Witt, direktorico nekih festivalov in predstavnico Svetovnega združenja festivalov pri FCC-ju. Imeli so tako kot ambasadorje International Festivals and Events Association. In ona je meni dala, da drugi ne bi videli, eno vabilo in takrat je bila, se pravi že po prvem momentu, je bila konferenca Svetovnega združenja festivalov v Rotterdamu. Slučajno je edinkrat izven Amerike. In tja sem jaz prišel z neko idejo, ampak moram reči, da v tistem tednu, ko sem bil tam, sem črpal kot goba. To so bile za moj poklic pa ena, dve fakulteti v tistem času, ker so nam predavali direktori največjih festivalov na svetu, po drugi strani, torej kaj počnejo, kako čisto programsko zgledano, po drugi strani nam je predavala, ne vem, Tamara McCoy, šefica marketinga Coca-Cole, pa Delta Airlines, pa in tako naprej, torej same velikanske multinacionalke in takrat sem jaz enostavno videl, da se te stvari, ki smo se mišli bolj kot hobi, reče industrija, v svetu, da je to zelo zanimiva stvar in torej udeležil sem se čisto vsega, pa po noči sem se tudi marsičesa ugotovil, tam sem znanstva našel, ne sme se, ti se ti tudi dosti potem. In tam sem sklenil osnovna ta znanstva in konec tega, rečemo temu tega kongresa, seminarja, simpozija, kakorkoli bi rekli, v to združenje svetovno je združeno, jaz mislim, da več kot 2500 bodcev, veš ti zdaj številke mogoče, ampak nekaj takega. Proti 3000 gre torej dejansko. Gre iz vrstnih profesionalcev in proti koncu tega prvega mitinga sem se že lagal, ker sem že imel popolnoma jasno vizijo, da pa imamo mi tak in taki festival, za toliko odri, velikanski plavajoči odr tam, celo mesto, ne vem kaj še vse. Na koncu sem res že verjel, da ga imamo na koncu. Ampak seveda je pa res, da smo ga pa naslednje leto imeli, ne čisto takšnega, ampak v tej smeri smo šli seveda naprej. Torej, govorimo o mojih prvih zares velikih mednarodnih kontaktih, predtem sem te stvari preko Hud študent in tako naprej, preko Hud študent imel, ampak takrat sem prišel v kontakt z pravimi menedžerji. Očitno sem bil prepričljiv, so mi verjeli, takrat še ni bilo interneta in vsega tega, da mi taki festival res imamo. Ja, ne? Ampak bil sem zelo prepričljiv, potem že naslednje leto sem šel v Ameriko, mislim, da sam, potem pa smo že začeli vsi skupaj hoditi, ker ugotovil sem, da imam mlado ekipo, ki je v denarju ne moramo plačati, zaradi tega, ker se pač enostavno zaradi takratnega sistema plač v enem sektorju ne da, ampak da jih pa zanima po drugi strani, da pa vidijo dosti kar nekaj sveta, da se učijo na teh izkušnjah in zaradi tega je moja ekipa vedno potovala. Včasih je šlo tudi po 8, 9, 10, ne vem. In to se je zelo, zelo seveda obrestovalo. No? In takrat smo prišli seveda do tega menedžmenta in preko tega menedžmenta smo prišli potem do marsikoga, torej od vseh teh zvezd.
Upali smo se, čeprav ozadja finančnega nekega, da bi kak boter za vami stal, nismo imeli, ampak do danes niti enkrat nismo imeli niti enega samega evra minusa. In ravno zadnji sem delal na eno analizo, torej, nekoč smo imeli 80% lastnega prihodka, imeli smo toliko kot Cankarjev dom in Ljubljana, recimo. Festival Ljubljana smo imeli, recimo, sponzorskih sredstev kot oba skupaj in tako naprej, ne. Potem so nam dali v upravljanje vedno več prostorov, danes se upravljamo z enim stolpom, drugim stolpom, sodni, vodni, Unionsko dvorano, Narodnim domom, karanteno, veterinskim dvorom, še tak. Vse skoraj dovolj, ne? Ja, 6, ja. No in seveda skozi to pa nam je občina morala dodajati denar, nekaj malega zaposlitev in zaradi tega je ta procent padel, da je zdaj nekje pri 50-40 recimo. Ampak vedno in v tem času smo zaslužili, zdaj, da se ne bom zlagal, škoda, da tega lista nisem zazrajal, ampak mislim, da smo zaslužili v tem času, oni so nam dali 36 milijonov evrov, se pravi od začetka do danes, mi smo pa sami ustvarili 38 milijonov evrov, torej dejansko v Narodnem domu. Ne. Tako da to je bila tudi neka pomembna stvar. In zdaj, ko imamo 30 let, koliko smo rekli, koliko je bilo prijatelj, daj mi Boco malo pomagal, se ne spomniš? Pa si dobil nagrado v petek, si zaspal zdaj zaradi tega. Dobro. Boco, to čestitam za nagrado, najboljši PR-jevec tega dela, ste slišali, da je. No in seveda, to so bili ti naši kontakti, najbolj neverjetno pa je, potem ko smo šli, vse tisti, ki nas poznate, veste, da nismo kar tak, da znamo nekaj spiti, da smo na hece in to, in nekaj časa so oni mislili, da smo samo na hece. Potem pa je enkrat prišel v Maribor na moje vabilo Bruce Skinner, predsednik Svetovnega združenja festivalov takrat, to je bilo zelo odmevno in potem je prišel rekel, pa vi res imate festival, pa vi res delate take stvari, da bi v Ameriki bili izjemno bogati. No in za mene je bila potem največja čast, da je on mene leto kasneje, torej najprej je vsem povedal, v Ameriki posod po svetu, da pa mi res imamo festival, pa naj se grejo učiti, torej to, kar mi počnemo, da bi bili zelo bogati in predvsem neprimerno bolj podprti v Ameriki in da bi ta festival, ki je takrat mestu z 100-120, ne vem koliko tožnosti je že bilo, v Ameriki se ga ne sramovali niti v mestih z 1-2 milijona prebivalcev, no potem me je povabil, da so skupaj napisala knjigo, ki se je rekla Event Sponsorship, ki je še danes neki učbenik, in potem sem postal tudi član borda direktorjev Svetovnega združenja festivalov, pa zdaj sem še vedno ambasador, pa kak se reče, no, torej v President's Council, ampak nisem več ljubljal potovati toliko v Ameriki, ker sem imel tukaj, že moji so imeli skoraj da tukaj na vrhu glave Amerike, ampak na ta način smo se učili in predvsem tkali te vezi, tkali niti in zraven so prihajali mladi ljudje, vedno smo imeli dober odnos, jaz mislim, da do NGO je ta klana, smo? Smo, no vidiš, me zelo veseli, ker mislim, da je to pomembna naloga bila torej na koncu in tako so se te stvari razvijali. Zdaj, kdaj točno sem koga jaz poznal? Vem edino, da smo Charlesa Brajo Torončego pred nosom mazli, to pa je res, ker on je bil malo vzvišjo, mi pa smo bili zelo prijazni. In je takrat Gabriela Kleinschmidtova en management imela iz Münchna, na koncu on je potem sedel 3 dni v preddvorju hotela Radin, ker je ona prišla sem, ampak ga ni šmirila, z nami pa šli popiti na kmečki turizem, pa smo se mi vsi zmenili, rekla, ni denar tako važni attitude, pa kak imate vi to zelo radi, torej. In tako je ena stvar za drugo, beseda je dala besedo, producenti so delali in potem se tega navadiš. Vprašajte Andreja, v bistvu jaz vključuje svoje sodelavce, ampak ravno zato, ker ne vem, zakaj samo z mano razgovor stvari v tem, da seveda je to ena zelo, zelo skupna zgodba in zaradi tega je to treba, ne zaradi lažne skromnosti, ampak to je treba poudariti, to je neka taka energija. Absolutno, brez ekipe, ki je, tako kot si prej povedal, nekih stvari ni možno plačati, pa jih ovrednotiti v denar. Smo se pa malo, pardon, to sem hotel reči, smo se pa malo recimo tega tudi učili, ker takrat, ko so prišli od Charlesa, se Andrej pelal po ne vem neki specialni viski, ali kaj je bil konjak do pol Avstrije, recimo, ker smo takrat te stvari še resno imali, ne. Danes smo se tam je šele najboljšega našel. Ja. In potem je bilo tako, da danes smo pa ravno gledali, ker nam je Lajbah zelo pozno poslal torej njihov rider, ne, hospitality rider, pa ko smo tisto pravi, ja seveda, ja ni njega srati, to kjer bo druge prodaje, pri nas dobiš pir, vino, ono, pa malo krajinske, okej. Ja, ampak takrat smo čisto vse, kar so rekli, s temperaturo smo merili, koliko mora biti na koncu tista pijača. Seveda, ko si zelen, ampak skozi čas se pa naučiš.
Absolutno. Zelo pomembno to je. Absolutno, maksimalno pomembno. In vse te izkušnje so seveda neprecenljive in na začetku moraš delati na ta način. Ker vedno pa smo imeli eno maksimo, we deliver, karkoli rečemo, izpolnimo, ali sponzorjem, ali občinstvo, ali komorkoli dejansko včasih in ponavadi naredimo še več. Ne? In to je važno, torej, če so rekli tako, ja, ampak danes vemo, da ni treba vsega narediti, zaradi tega, da vsega ne obljubim. Zdaj pa tole, ne? Maribor in Lent. Zdaj, na trenutke se zdi, da je zgodba prerasla, oziroma da Maribor ni dohajal, da je včasih gledal na vse skupaj zelo malenkostno, pa tudi nekateri politiki zelo osebno. Jaz verjamem, da so bili obdobja, ko so bili zelo sladki do tebe, včasih so te žagali, včasih je to. Kako si doživljal to zgodbo? Pravzaprav, ko so se menjavale garniture, se mi zdi, da je bilo potrebno vedno znova nekoga prepričevati v obstoj abecede, kaj šele v to, da roman že obstaja. To je bilo vedno potrebno, zanesljivo, da je bilo potrebno. Na začetku je bilo, mislim, da še najboljše. Torej takrat, kot sem, in zdaj ga pozdravljam v imenu Jožeta Jagodnika, da smo mi skupaj šla takrat na Dansko, se spomniš, Joža? Olborg. In tista garnitura je bila na nek način še najbolj pripravljena, torej biti odprta. Res pa je, da boljše kot smo delali, večji frajeri smo postajali. Marsikomu smo zaradi tega postali nekako trn v peti, predvsem pa bila ena stvar. Marsikdaj se je politika bala, da bo kdo od nas recimo stopil tudi politiko. Niso vedeli, da nas te stvari enostavno ne zanimajo. In ja, zamerim, lahko rečem, da skoraj da vsem garnituram kasneje, da nam niso pomagali toliko, kolikor bi nam lahko pomagali. Mogoče bi takrat, ko so bili najbolj popularni, nekdo, ki bi nam malo bolj pomagal, ne vem, dobil naslednje volitve, pa jih potem ni. Če se boste spomnili, takrat, pa moj dober prijatelj, ker ni zamerljiv, Tona Ros, njemu nismo dovolili govoriti na Glavnem morju za te odru, ker nas ni dovolj podprl. Takrat smo dali govoriti mariborski legendi Jurčku, da se Jurčkov odvar seveda imenuje in on je šel tam na Dravi, na Glavnem odru in je bil tak, je rekel, zdaj pa tak, povedal in zelo lep govor, in je rekel, zdaj pojte, ljudje vsi idite na Špritzer, samo ne k onim gostincem, onim barabonom, ko ne dajo nič za Lent, ampak samo onim, ki ta Lent recimo podpirajo. Ne. Torej, jaz mislim, da smo seveda imeli vizije, ki če bi bile na drugačen način podprte strani mesta, bi se razvile še neprimerno bolj. Ampak tukaj prave podpore seveda ni bilo. Vsi pravijo, ja, ogromno ste naredili, jaz pa vem in mi vemo, da bi pa lahko naredili seveda še neprimerno več. Zdaj pa, dajali so nam neke naloge, ki niso bile naše in teh nalog se več ne bomo šli. Vedeli smo, da bo potrebno seveda narediti nekaj na gostinstvu, zato smo pripeljali gostince, torej, ker ti ljudje, ki so bili v Lentu, jim je bilo treba nekaj dati za jesti, za piti, za Špritzer so vedno imeli, potem pa neprisiljeno in pa dati potem jasno da seveda tudi kulturo. In te stolice niso bile vedno najbolj ugledne, ampak to ni naš core business. Naš posel je delati na koncu prireditve, seveda tudi ustvarjati prizorišča. Pa še to mislim, da bi morala biti naloga mesta, da poskrbi, da je mesto lepo, da so prizorišča pripravljena, da so to dvorane, zunanje prizorišča in tako naprej. In večino kritik, ki smo jo mi morali požirati vsa ta leta, je bilo, torej, ja, tista ciganarija, ti čevapčiči na koncu koncev in tako naprej. Torej, čevapčiči že imeli drugo ime, verjetno, to je bilo malo ksenofobije, ne. Seveda bi mogoče bili sprejemljivejši. Po drugi strani pa, zakaj pa ne, kaj pa naredijo ljudje, nam so zakaj plačali, jedo pa vsi. Ja, seveda, jedo pa to vsi na koncu, ne. In potem smo našli odgovore, kot je bil recimo leta 2010, mislim, da že odgovor na to je bil Sladolent, ko je Uroš Mencinger naredil, torej pa za Evropsko prestolnico kulture, točno, ne. In takrat pripeljal vse šefe glavne slovenske, ki so pokazali, kako naj neki street food, ulična prehrana zgleda, ne. In zdaj smo se zopet postavili pač na neko drugo pozicijo, rekli smo prizorišča kot takšno, se pravi, mi smo opozarjali, kje in kaj obnoviti, ampak niso direktno našo stvar. V Ljubljani imaš križanke, prideš pa 3 knofe obrneš in imaš lahko tam predstavo. Mi moramo vse graditi, vse improvizirati na novo in torej tukaj želimo še boljšega kontakta, usklajevanja z mestom in jaz mislim, da v neko smer se to odvija, čeprav da se ne bo zgodilo zopet enako, kot se je zgodilo z Minoriti, kjer je oder premali, kjer je auditorij premali, da bi bil samo vzdržen, ker je samo 500 sedežev, kjer je tista streha bolj šminkarska kot pa karkoli drugega, ker če dežuje ne more nič biti, torej seveda, da nas bojo poslušali, da ta oder plavajoč, ki ga bojo delali, mogoče ne bo samo taki oder, na katerem bomo lahko 4 mizice si postavili pa kavo pili.
Torej, če bo za struka in mesto, če bo sodelovalo, bo ok. In drugo stvar smo to povedati, predvsem pa smo mi tisti, ki delamo program. In ni na nas turistična promocija. Turistična promocija je dejansko ena druga stvar, je gospodarstvo, je tista, ki pozablja na vse Avstrijce, od Gradca pa do Celovca na koncu, pa jih imamo tu 700,000 najmanj ljudi v tem času živi, ki so enourni turisti, torej v eni uri so lahko tukaj in enodnevni turisti. In to je zopet naloga, seveda v povezavi z nami, ampak nikoga drugega, torej nekega, rečemo temu, zavoda za turizem oziroma turističnega gospodarstva. Naša naloga predvsem pa je pripraviti dober program. In če si bomo to delili v prihodnosti na ta način, bo toliko lažje. In ta zgodba je bila po svoje usodna tudi za Evropsko prestolnico kulture, ko je recimo Bob Scott, predsednik izbirne komisije, jasno rekel, da je Lent tista zgodba, zaradi katere je Maribor favorit, ampak tisto, kar je pa paradoksalno pri celotni zadevi, ni prišlo do nekega logičnega zaključka, dajte torej Narodni dom, vsi, ki ste tu, razširimo ekipo, bodite vi organizatorji projekta EPK. Ja, tu je šlo za to in tu so me moji dragi prijatelji, ki smo jim pomagali takrat zelo, skoraj vsi po vrsti, ker so ne vem na kaj nasedli, napadli enkrat na občini, govorim pa o nevladnikih, torej v tem primeru. In seveda, nekdo je proturo, zdaj bo pa to Narodni dom naredil in vse bo šlo samo za Lent. Pozabili so, da sem na koncu po prvi ne uspeli, pa ne bi se rad vračal v te stvari, ampak zagovarjal konkretno te programe. Jaz, Martina je bila zraven, ne, v Bruslu takrat si bila, ko je bilo tisto, ne, v Bruslu takrat nisi bila, da je bil to zagovor, ampak lahko Martina pove, in danes je tukaj v službi, da Narodni dom nikoli ni imel intenc, da bi komorkoli drugemu odžiral karkoli torej pri Evropski prestolnici kulture. In res pa je bila ena stvar, da so pa takrat hoteli narediti, kako bi jaz temu rekel enostavno, narediti to, da bi Narodni dom sicer zavili v to neko organizacijo, ampak ob tem, da Narodni dom ne bi mogel svojih ostalih stvari, identitete in vsega tega recimo nekje obdržati. Jaz sam nisem želel, meni je takrat Franz Kangler silil, ko sem bil, jaz sem bil torej VD generalnega direktorja, opravljal vse tiste stvari, ki so morali biti in nikoli si nisem želel tega, da bi bil potem dejansko generalni direktor, ker sem se videl seveda v Narodnem domu, še naprej, kot sestavnem delu vsega tega skupaj. Mogoče zaradi izkušenj zvesti, kako naprej, jaz seveda na sveti in tako pomagati, ampak v to, da sem potem na koncu tudi kandidiral, sem bil prisiljen, danes lahko reče, ker je rekel, tak, te pa ti nič ne bomo dali, tebi pa tvojemu Narodnemu domu, tu moraš biti, ker če ne, no in na srečo, na mojo srečo, če se to vrnemo, mi je takrat programski svet ni izglasoval zaupnice in to je bil moj way out in zaradi tega sem vesel, da so se na ta način nekako končale. Zdaj, predvsem je treba ena stvar reči, zdaj ob 10. obletnici Evropske prestolnice kulture, absolutno narobe, kar se je zgodilo potem kasneje, zelo dosti dobrih stvari je bilo narejenih. In slogan, ki ga jaz nosim v glavi in to pripovedujem komorkoli, ki me skuša poslušati, je enkrat Evropska prestolnica kulture, vedno Evropska prestolnica kulture. Ni bilo nobenih sredstev, s katerimi bi lahko vzdrževali recimo te stvari. Zdaj Narodni dom ima eno vlogo, ki se reče držati kontakte z ostalimi evropskimi kulturami, prestolnicami kulture, ampak brez enega samega evra. Torej kontakte, ja, neka povezava je, ampak mislim, da je to premalo in mislim, da se moramo zavedati, kaj smo mi pravzaprav bili. Bili smo tudi v istem letu, ne pozabimo, svetovno festivalsko mesto, ob Dubaju, Reykjaviku, Edinburghu, ne vem, pogledamo na domačo stran, tudi s tem se Maribor več na koncu ne hvali, to je bila pa stvar, ki je izključno v bistvu skoraj zaradi festivala Lent bila pridobljena in včasih nam enostavno nerodno za nekimi stvarmi ni bilo vse idealno. Daleč od tega pa ne bi vse te stvari bile seveda slabe in jaz mislim, da tisto, kar je slabo, tisto te seveda izuči, ampak dobre stvari in vse mi na to, da smo bili enkrat Evropska prestolnica kulture, moramo biti ponosni. In to je stvar, za katero pa jaz srčno upam, zdaj ob novem, rečemo temu vodstvu mariborske kulture, kjer pa so EPK-jevke, ne EPK-jevci in to razumejo čisto drugače se v te stvari, jaz mislim, da vseeno. Ob 10. obletnici bistveno spremenile, zastavljena nekaj, ker moramo biti ponosni na to, kar je. Vrniva se zdaj spet k organizaciji. Zdaj ste na
zanimivi prelomnici. Torej, ti si menedžer z najdaljšim stažem poslovodenja, če rečem, na tem področju v Sloveniji. Zdaj ti Eno leto mi še fali imeti retorika. Ki pa je, dotakneva se nekaj, ki pa je pogosto in tudi občudoval to zadevo. On je bil naš dober prijatelj na koncu, spoštoval je te stvari, ki jih počnemo, vedno je prišel me proslavo, recimo, do Cankarjevega doma, ampak prišel se, tako majca smo vedno dali sebe. Obleko gotovo ostal je 2-3 dni. On je bil tudi naš ambasador na koncu. In edina stvar, ki ni nikoli uspela nobeni kulturni politiki, je bila ta, da bi pa naj oziroma njega pa nas skregali. In absolutno legenda, moje največje spoštovanje, torej zanesljivo v marsikaj, ogromno stvari sem se od njega naučil, čeprav sem bil malo nesramen tudi, ko bi rekel, pa tej vlade, no pa pri ti Ljubljana sliko, kaj greš piti, ali tja. In takrat, ko je seveda še bil tam, ampak dobro, to je bolj do tega. Zdaj, če pogledava to prelomnico, zdaj tista zvesta, stara ekipa ti odhaja k papežu, mislim, k Marjanu, ne, k Frančišku, prihajajo mladi ljudje, uvajate jih, zdaj, kako bo, kakšen bo... Predvsem prihajajo iz NGO-skih prostorov na koncu. Nekako že preizkušali skozi neko sodelovanje preteklo. Nekaj kilometrine že. Marsikdo je našel seveda pri nas službo skozi ta čas. Moramo povedati, da koliko nas je bilo na začetku 8, 7 nas je bilo, ja, potem je prišel, Tina je prišla in tako naprej. Danes nas je 39, torej, ne. In marsikdo, ki je bil pri nas, rečemo temu, pripravnik in ki je delal kar nekaj časa, pa ne vem, če nismo skoraj da vsem službe potem nekako zagotovili. Kako v teh pogojih sedanjega časa, ki se razlikujejo od tistih izpred 25-30 let, bistveno se spomnim, recimo radijske, vse koncerte smo skoraj posneli, ni bilo kaj veliko govora o avtorskih pravicah, Vse ste tudi plačali? Ja, pa vse se je dalo zlahka, da danes ni več, marsikaj ni več tako. Danes tiste posnetke tudi mi, zaradi tega, ker smo rekli, da ob 30. obletnici Narodnega doma, da ne bi radi, da čez 20 let nekdo drugi piše to zgodovino, zaradi tega smo v akciji z Karolino Babič in z Bojanom Lagovičem delali monografijo in film dokumentarni, torej o Narodnem domu. In če govorim zopet o televiziji, upam, da se bo spremenilo seveda to. Zdaj tudi niti posnetkov na koncu ne moramo dobiti, ne vemo, če jo predvajali, kaj pa še da bi nam stvari, ki so seveda zmontirali. Torej, ja, včasih imamo perfektno sodelovanje. Radio Maribor nam je dal ozvočenje, televizija je marsikaj posnela, ne vem, zakaj je to nehalo. Mi smo jim dali praktično za nek minimalni denar možnost posneti, recimo, zaključni večer Folkarta iz vseh kontinentov, 2,5 ure programa, ki bi ga lahko sukali, ne vem, da je, ampak v enem momentu se to enostavno nehalo. Te so rekli, dobro, se ne bomo zaračunali niti tistih 2-3 ur. Pridite, naredite za vas te program, ne. Folkarta ne snemamo zdaj sigurno že 10-15 let. Kakšna škoda, recimo, za neko lastno produkcijo? Velika. Kam bo šel Lent naprej, kam bo šel z novo generacijo in kako, ko rekel, svetovne trende na tem področju primerjaš med seboj, kakšne so možnosti Maribora v prihodnosti? Torej, Lent bo šel, festival Lent, če govorimo, se razširil po vsem mestu in upam, da se bo kmalu vrnil še bolj na Lent. Ampak to ne pomeni, da ga ne bo drugje na ulicah, trgih in posod okoli. Vizija festivala Lent je seveda takšen multikulturni festival, na katerem najdeš vsakdo nekaj zase, ampak na dovolj visokem kakovostnem nivoju. Lent je pravzaprav mesto, prijetno mesto, lepo obnovljeno, upam, srednjeevropsko mesto, bo postal Maribor z obnovo zdaj še tako kot je glavni trg, tako kot je zdaj vojašniški in tako naprej. Lent in Obrežje, ko bo. In takrat se bomo seveda začeli vračati zopet, ampak z istim konceptom. Vidite, da smo prišli v parku imamo art camp, vidite, da so trgi, ulice, še balkoni na koncu zapolnjeni, dogajanje praktično skozi ves dan, zvečer se sedi na minorite, sedi se nazaj na Lent in vidim seveda, da bi bilo tega
maksimalno še več. V viziji vidim ravno tako, da bi se pa mogoče, ne vem, vseeno umetnostna galerija, pa še kdo drugi odzval na ta način, da bi ravno v tem času naredil to, kar smo hoteli narediti v času Evropske prestolnice kulture. Takrat, Martina, ti se boš spomnila, bil je Polak, Picasso pa Kandinski. To je ena stvar, ki je seveda koštala ogromno, ampak po študiji je bilo jasno, da bo vrnila najmanj dvakrat toliko, kot bi bilo. In tu je treba, če se jaz nikoli nisem igral, se pogovarjati z velikimi številkami. Takrat bi nas ta razstava koštala, jaz mislim, da ne vem, milijon pa pol, 3 milijoni bi Maribor direktnega iz tega najverjetneje skasiral. Torej, to je ena stvar, ki je teaser, da nekdo pride v neko mesto. Ti greš gledati piramide v Egipt, greš gledati Louvre v Pariz in greš gledati neko razstavo, kamorkoli, torej v neko mesto, ki je časovno, ne samo na ta dan, ampak raztegnjeno čez 2-3 mesece in takrat doživiš vse ostalo, kar se seveda tam dogaja. In to je nekaj, česar nismo naredili nikoli, upam, da bojo za Evropsko prestolnico kulture to naredili, pa žal tega ni bilo. Še eno stvar vidim, to, kar je bila najina ideja, Bojan Lagovič, Sanje v prihodnost, se je imenoval projekt po motivih Zlate Bokačeve, Markovi knjiga Senc. Se pravi, velikanska vodna zavesa na reki Dravi, predstavljate si 100x20 metrov, ko špricne gor z raznimi efekti, noter gre film, galopira 20-metrski konj po Dravi, laserji, efekti in tako naprej. Torej, zanesljivo ena od stvari, ki bi lahko privabljala v Maribor čez vse poletje, petki in sobote, če samo rečemo na koncu, ljudi od marsikod spet bi prišli, seveda ne bi direktno plačali nič za ta šov, plačali bi pa jasno, da za prenočišče, za hrano, za, ne vem, benzin, ono, drugo, tretje. To je druga stvar, kjer se absolutno vidimo, torej upajmo, da bo prizorišče še kakšno, kjer bomo tudi mi lahko prišli, pa samo obrnili 3 knofe. In še ena stvar, ki jo pozabljamo, in ravno sem pozabil, pa bom še danes na hotel napisati, pa naj bo to prvič, da zdaj javno povem. Takrat smo opustili eno idejo, pred EPK-jem tudi takrat, ko se je pojavilo to z Tomažem, potem pa, ne vem, torej, kako se reče že tistemu na študencih, Max, ne? Predtem je bila ideja in nekateri se boste spomnili, da Maribor, ne glede na to, da ima unionsko dvorano, ki je izjemno torej akustična, ampak za 560 sedeži, torej seveda in zapuščena, posod okoli potrebna obnove. Če gledamo na generacije naše in na to, kar sem rekel, da simfonični Chelsea in Bayern in tako igrajo v Mariboru in še marsikaj drugega se dogaja, glede na to, da je teater popolnoma poln, pa kljub tej školjki neakustični, ob Dravi moramo pričuvati mesto, kjer bi postavili eno zares krasno koncertno dvorano, z eno veliko dvorano simfonično, z eno malo komorno, še za druge stvari, ker kakorkoli pogledamo, mi imamo dosti krat boljše koncerte v unionski dvorani, kot se dogajajo v teatru, na tistem prizorišču, ampak ljudje, vseeno, predvsem tisti, ki tega dovolj ne poznajo, rajše pridejo v Marborno dvorano, rajše pridejo nekam, kjer so neki razgledi in takšne stvari. In mesto Maribor, če misli rasti, jaz upam, da bo, je mesto tudi zaradi tega, ker ima tak simfonični cikl, ki se ga ne sramuje, ne Ljubljana, ne Zagreb, še neprimerno večja mesta. In mesto Maribor, če misli rasti in ostati mesto na ta način, absolutno v prihodnosti potrebuje eno zares prekrasno, tudi kot veduto, koncertno dvorano in takrat, tako kot potrebuje verjetno tudi galerijo. No, in to so stvari, okoli katerih bi pa kazalo razmisliti, dokler nam celega obrežja Drave, ker po mojem spada k srcu Maribora, spada k reki, dokler nam vsega tega ne zagradijo z nekimi bloki, za čemerkoli, torej, da se ne bo zgodilo to, kar se je zgodilo, ko so nam dali kot šakovo oko na drugo stran Europark. Sam bi bilo neprimerno boljše, če bi nekaj takšnega recimo naredili. Absolutno, Europark bi sodil tam, kjer je Leclerc. Ja, novi 5-letni mandat, nekje se enkrat omenil, da pa, tako sem mimo grede ujel, da pa v nasledstvu čutiš žensko energijo na tvojem mestu. Jaz zelo rad čutim žensko energijo, pa stvari v tem, da mislim, da je čas za žensko energijo, mogoče čas za žensko energijo. Videlo se je, kakšen je čas za žensko energijo v politiki, na koncu, kot se še posebej, če obuje rdeče čevlje. In potem te energiji sledijo marsikaj druge stvari. In zanesljivo, da mogoče ta naše
moško avstrsko, kar smo morali dati skozi, ne, seveda je že mimo, ker poznamo pa ženske, ki znajo to deliti neprimerno bolj subtilno, pa včasih neprimerno bolj neizprostno. Ampak kakorkoli pogledamo, seveda to žal, vsi, ki smo v službi v javnem sektorju, vemo, ni naša odločitev. Torej, mogoče bi bila bolj naša, če bi bil sistem drugačen, če ne bi direktorjev javnih zavodov, saj v Mariboru je tako, pa ni povsod imenoval mestni svet, kar pomeni, da najprej moraš priti skozi kviaz. In kakorkoli gledamo, to je politična stvar. Zdaj, jaz srčno upam, da bo mogoče pri tem nastopila pamet, pa da se bo ustanovitelj pravočasno odločil in recimo konkretno pri meni, pri moji reelekciji, kakšno leto prej, ker to, kar počnem, je obrt, to, kar počne Dragica, je obrt in naši kolegi tudi. Torej, dal nekoga, za katerega se bo vedelo, da bo to prevzel, jaz navijam absolutno za žensko, videli pa bomo, ne nazadnje pa se mogoče tudi kak pametni moški najde, ampak da se te obrti izuči, da pobere te kontakte in da grejo stvari na ta način. Sporedno namestitev. Absolutno, sporedno, torej vsaj leto, dve bi na ta način moralo iti. Zdaj, kako dolgo bo to pri meni trajalo, verjetno bo moral kar dolgo, bolj kot smo obljubil, da ga spravim penzijo tudi na koncu pa še ene par let. Ne? In upam, da se bo pravočasno to razvilo na ta način, da bomo rekli, dobro, torej, vsaj 2 leti pred koncem. Še v času pontifikata tega papeža. To papež. Ja, no, zdaj ta pogovor razen, če ne bo šla oba v politiko, če nam ne bo dali dovolj denarja na koncu, zaradi tega, ker težko je živeti na ta način, ne? Andrej, povej. Ne, pa kako je bilo s tebi, pa so bila vabila v politiko, celo kot ministra se te potencialnega omenili? Večkrat. Ja. To je bilo večkrat, ampak enostavno pač ti ljudje, ki so politiki, ne razumejo, da nekatere stvari nekoga enostavno ne zanimajo. Po drugi strani je pa to seveda, že prej smo govorili o obrti, torej biti to je obrt, pa se ti bi bil boljši minister kot on ali nekaj še vse, ampak to ne pomeni, še vedno ne pomeni, da bi bil dober. Ja. In po drugi strani je ta stvar vedno bi bila tuja. Vse so bile tudi druge, pa ne vem, županske bitke in vse to skupaj. Torej, čeprav danes marsikdo bi upal videti, kar operirati na odprtem srcu, čeprav je, ne vem, inženir ali karkoli drugega po poklicu, mislim, da mora biti človek selektivni in mora vedeti, kaj je tisto, kar zmore. In če zmore samo malo boljše kot nekdo drugi, to še vedno ne pomeni, da ni dobro. To je ena od bistvenih stvari. Se mi zdi, da je ta občutek, o katerem zdaj govoriš, da se izgublja. Ja, vsega ni bilo, če so mislili, da jaz take stvari lahko počnem na koncu, ne. Ampak sem bil seveda človek, špek mu zraste, kar se vidi, ponosen, sina nekaj tajega, ampak treba pa biti sam do sebe realen. Zdaj pa druga stvar, o njej sem že danes govoril, torej, Jim Austin, direktor Houstonskega festivala, pred 35 leti, 34, takrat govoril na konferenci, je rekel, predvsem, ko so ga vprašali, zakaj pa on, ki je doktor filozofije, adresiral celo vse ameriški torej, kongres kot keynote speaker teh filozofov in tako naprej, zakaj je on direktor Houstonskega festivala, legendarni. Zaradi tega je rekel, ker vse v življenju rad naredim hard way. Tisto je bilo preenostavno, ampak biti direktor festivala, vi sploh ne veste, kak je to hudo. Ampak po drugi strani pa je to poklic, ki je like hobby one, torej kot hobi. No in to do zdaj se je vse uresničilo, kar sem jaz rekel pri meni, ne? In rekel, in si za to še zelo dobro plača. Pri nas je to vse malo drugače, ne? Ja, ampak dejansko je to. In treba je vedeti, ko počneš poklic, ki ti je obenem hobi, je to početo strastjo in vse stvari, ki jih počneš v življenju brez strasti, je dan zgubljen. Poveva za konec še, da ta pogovor poteka že od promocije portala Obrazi slovenskih pokrajin v okviru delovanja slovenskih osrednjih in območnih knjižnic. To se pravi, da bo vse ostalo zabeleženo še za prihodnje čase. Zdaj pa malo pobrskaj, če bi tako izdvojil kako anekdoto iz tega obdobja, ki hodi za tabo, ki jo običajno poveš, ko pač nanese, kaj bi povedal? Eno sem že povedal, kak sem Adla pa Karlina vedno v misli, na koncu upam, da ne bodo. Janez Žal ne morate, pa se o tem pogovarjali, Tineta tudi ni treba kaj dosti spominjati na koncu, ampak to je bilo vse seveda v žaru borbe za vse to. Drugače pa teh anekdot je bilo toliko, včasih rečejo, da je morali napisati knjigo, mogoče bo kaj od tega seveda tudi
v tem filmu, kaj pa vem, da na sveta. Mogoče mi je najljubše doživetje, če govorimo o festivalu Lent, je bilo, ko je bil Lester Bowie tukaj za svojim bendom in takrat smo bili v danes obnovljenih ruševinah Žičkega dvora. Njih je bilo, mislim, da 17, 15, koliko jih je bilo, vsak je imel svoj inštrument. Nas publike pa je bilo, mislim, da 8. Ker je deževalo, ko sem satan, pa med tistimi ruševinami je deževalo in oni so prišli in so špilali. Andrej Borko je bil, to vem, bil sem jaz, moja žena Jasmina Vidmar, Lena Cvikl, mislim, da, pa ne vem, po imenih mislim, da bi skoraj lahko naštel, ampak taki jam session, da ga v življenju še nisem rekel, pa to je Harlem, to je to. No. In ob tem je bilo tako, da je en indijanec bil malo nesramen v bendu od Lesterja Bowieja, ga je Lester Bowie nokautiral, tako da se je vlegel, tam so mu vzeli inštrument, pa so špilali dalje, potem naslednji štikli so samo tako, kot so stali, vzeli pa podali svoj inštrument naslednjemu in je vsak špilal drugi inštrument in trikrat, torej takrat sem mislil, da sanjam. Ja, anekdota, kdaj je bilo najlepše, najbolj fajn, ta jam session najbolj. So pa nekaj, o katerih ne smem govoriti. Gotovo, ne zaradi sebe. To je, ampak te boš, pa jih le zapiši, pa reči, objavite 30 let po mojem odhodu. Iz Narodnega doma? Celotni zgodbi. Je. Ne, lahko tudi. Zdaj, povsem za konec, zdaj zgodba Maribor kot destinacija. Zdaj ta umestitev, poglej, tu smo, ne vem, 70 km od Graca, 200 pa še nekaj Dunaja, Budimpešta je tukaj Zagreb, 130 Ljubljana. Praktično je to zahtevna pozicija, pa hkrati izjemna za kreativne, kar pomeni, da lahko z nekim izstopajočim dogodkom v tem prostoru, ki je na križišču, dobiš publiko iz vseh teh okolij. Absolutno, in tu se mi absolutno ne strinjamo že ves čas z nekaterimi pogledi, skoraj da okostenelimi. No, eno stvar sem prej pozabil odgovoriti, pa je šlo že v tej smeri. Ne? In takrat smo mi rekli, ko smo se odločili za takšen svojevrsten družinski festival, in vedno smo rekli, zakaj pa ne delate tega, kar dela recimo Exit ali pa In Music in vse. Don't go with the flow, zaradi tega, ker oni so specializirani, on je bolj elektronski, on je takšen, oni to ne rabimo tega. Mi smo pa našli to, kar marsikomu ustreza, našli smo festival, zaradi katerega pride lahko cela družina v Maribor čez dan, pripeljejo zraven dedeka babico, čez dan uživajo v parku, torej na koncu, zvečer gredo potem nekaj pogledati skupaj, potem gredo dedek babica pa otroci lepo v hotel, ata pa mama ga greta malo srat po Mariboru, zjutraj se v mehurčkih okopajo, grejo mogoče na pohor in tako naprej. Torej, to so vzorci, ki bi jih moralo mariborsko turistično gospodarstvo prodajati. Predvsem pa, in tu se pa še danes nismo našli, pozabljajo vsi na enodnevne turiste. Nam ni problem se odpeljati na Dunaj na razstavo, kaj pa še recimo v Graz pa priti nazaj pa iti jesti in tako naprej. In tu upam, da se bomo nekoč našli, res pa je, da tudi naši programi mogoče niso več tako atraktivni, ker se manj vlaga. Torej, če bomo tu našli skupni jezik, jaz to možnost vidim. To križišče, ki ga pa mi imamo na koncu, je pa fantastično. Ja, in rabimo močne tizerje. Ti tizerji pa ne morejo biti en koncert, pa magari da bi Rolling Stonesi, ker so mi že rekli, zakaj ne delamo Rolling Stonesov, pa nisem hotel kaj dosti pač o tem enostavno debatirati. Rabimo pa tizerje, kot je neka razstava. Ko vidite, da bo razstava, ne vem, kdo je šel gledati. Torej, kolikokrat si šel na razstavo, recimo na Dunaj ali kamorkoli, si rekel, to pa moram pogledati in si vedel, da imaš čas 2-3 mesece in si potem seveda šel. Na koncert, točno na tisti dan, pa je veliko vprašanje že, če se boš odločil. In to so neke stvari, kjer mi specialisti nismo vemo, pa kaj bi bilo treba. In upam, da bomo znali nekako skupaj stopiti. Upam, da bomo znali prepričati, rečemo temu tudi mestno oblast, da naj za Božjo voljo investira v nekaj takega. In upam, da bomo znali prepričati torej ostale mestne inštitucije, ker marsikdo ne bi bil fauš, da mi to delamo, pa v času Lenta niso rokli delati. Ampak če bi ljudje v Maribor začeli hoditi v neprimerno večjem številu, če se bodo počutili tako, kot smo se včasih v Mariboru že počutili, potem bodo tudi vsi ti prostori in vse te dvorane na koncu polne. No in to je še vedno moja vizija. Nismo je naredili do konca, sem pa prepričan na koncu, da to gre. Ne moremo pa tega narediti sami. Ampak s temi mladimi, vsemi, ki prihajajo, mislim, da smo mogoče na dobri poti. Pa to na dobri poti. Zdaj, na začetku sem rekla,
kje ste se učili, kako ste se učili, ampak obstajajo tudi okolja in ljudje, ki so se učili pri vas, recimo Kraljevo je takih, Varaždin, Špancirfest, ja, točno. Začeli so nam ga dajati včasih potem kao za vzgled, pa smo jim razložili, da so se oni pač na koncu prišli k nam učiti in da smo jih mi upeljali v te. Ampak vemo, nemo profeta in patria sua, torej na koncu. In glede tega ne bi zgubljal besed, seveda. In potem so začeli, da je vse isto, seveda je statistika dokazala, da seveda ni razen zvrti, so verjetno iste, ampak so pa vse. Še elektronika na koncu je bila izvajalci, sami predini pa Kristin, 3, 4 so se torej na koncu pa so bili vedno polni, mogoče ponavljali iz leta v leto, ampak to je pač neko nergaštvo, s katerim se enostavno treba soočiti, oziroma niti ne soočiti, vedno je prisotno. Bistvo vsega pa je, in to smo pokazali tudi v času korone. Obakrat smo naredili festival Lent, prvič smo ga naredili še na avgusta, lansko leto smo ga naredili v izvirnem terminu in takrat je bila to največja prireditev takšna odprta v Evropi. Čeprav je bila okrnjena, ne pozabimo tega torej, ne. Pa nihče ni rekel, kak je zdaj vse isto, pa nismo imeli velikanskih zvezd, razen recimo na jazzu, da ne pozabimo, tam jih še vedno imamo, to so zares vrhunske, imeli smo Dubiozo, recimo prekrasno, pa imeli smo slovensko sceno, ki smo jo pomagali, pa nikomu ni bilo nič narobe, nič žal, da smo mi takrat tistim, ki so ostali na koncu brez kruha, pomagali. Pa so bili tukaj bendi, ne vem, vse pogledamo programe, pa bomo videli, torej. In tu pridemo do bistva festivala Lent, marsikdo je prvič v življenju na Lentu videl opero, marsikdo je prvič slišal za jazz, etno, ustvarjal v nekih ustvarjalnicah, prvič videl ulično gledališče, prvič videl marsikaj tega in to se je poznalo. Meni je direktor takrat, ne vem, da je bil takrat, mislim, da je bil Blaž, ali je bil Teo Pajnik, ne vem, na začetku, mi je priznal in rekel, mi imamo večjo ljubezen zaradi tega v teatru, torej z roko v roki je treba delati in če se bomo uspeli sporazumeti okoli te vizije, mislim, da če nama biti kraj. Nazadnje prideš v okolje in mimo grede spoznaš nekaj zanimivega in rečeš, tu pa se bom vrnil čez pol leta. Se festival Lent v letu, ki je volilno, razlikuje od festivala Lent v letu, ki je običajno? Torej, potem, koliko denarja dobimo, ne. Najbolj se je razlikoval takrat, ko je Andrej Fištravec ugotovil, da to, da nas je nagnal stran zdrave, ni bilo najbolj pametno, ampak takrat je Lent začel finančno, torej seveda nekako padati, zaradi tega, ker ko je umanjkal oder na Dravi, takrat je marsikateri sponzor dobil izgovor, rekel, to pa več ni to, ni več na Dravi, ni več narejen na ta način in takrat smo prvič sponzorsko zelo padli. O tem je treba vedeti, da ni bila politika tista, ki bi nam kakorkoli pomagala, da bi prišli do torej kakršnega koli denarja. In potem je bilo pa volilno leto, kjer je bil pa Andrej Fištravec zopet na volitvah, ne? In takrat je mesto investiralo in naredilo najlepši in najboljši v skladu z našimi projekti plavajoči oder ever. In takrat je bilo dovolj denarja za tisti oder, pa še malo več, smo dobili več takrat za programe. Torej, tisto je bilo krasno volilno leto, da pa je to letos volilno leto, se pa nam ne pozna najbolj, moram reči. Zaradi tega, ker imamo zdaj, koliko imamo, računica je zelo enostavna. Od mesta dobimo 200.000 evrov, festival košta 1 milijon, od tega je polovica potem sponzorska, ki jo naredimo direktno in ostalo moramo zaslužiti z vstopninami in če se vlije za en teden, se peljemo. Tako je to, ne. Ljubljana pa je festival 5 milijonov evrov, od tega Zoki da Brleku 4 milijoni direktnega, ono ostalo še malo preko sponzorjev, pa se pogovarjamo čisto o drugih stvarih. In zaradi tega so te stvari tudi nevarne, mi pa smo po definiciji neprofitna inštitucija, torej, ki niti ne smemo tvegati, čeprav tvegamo že 30 let, ampak zaenkrat smo imeli še vedno pozitivne številke, zdaj moram reči, upam, da jih bomo imeli tudi letos, upam, da bodo obiskovalci seveda kupovali karte, upam, da dežja ne bo preveč. Dejstvo pa je, da se ljudje v Mariboru odločijo v zadnjem momentu, da grejo kupiti karto. Torej, na koncu, ker če ne rečejo, in to je festivalska nevarnost vedno, če ne bo danes, bomo prišli jutri, vsak dan je nekaj novega. In to je tista napetost, če nimaš od zadaj mame, mi je nikoli nismo imeli, ki pa ti stoji in reče, poglej, vi samo naredite, da bo, no ob tem pa, da zdaj lansko leto smo pa začeli delati še stvari v avgustu pa v septembru. Tudi letos nameravamo, ampak še nismo sprejeli na spletu zavoda, zaradi tega, ker moramo najprej videti, kak bo prvi del festivala,
minil, pa da vidimo potem, kaj bomo naredili kasneje. Mogoče pa se, če bo najbolj zmanjkalo, pa bo kaj poznalo. Tam okoli, ker jeseni so še, mislim, da prave volitve, pa da vidimo, če bo treba, da se to na nek način pozna. Torej, obstoječa oblast, pa tudi tisti, ki prihajajo. Bomo jih kaj poprašali, na kak način gledajo na to, javno jih bomo poprašali. Na radiju jih tudi vprašajte, pa jih zagrozite, da če ne bo pa šli drugi politiko. Se obeta v bistvu kratka. Še ena stvar, zdaj znano je, da smo nagnjeni k temu, da imamo radi, to je tak, ampak da imamo radi, recimo, Gogo zrihtaj 3 stopnice, zrihtaj to je včasih kar ena taka zanimiva zgodba. Vprašal bi pa to in še nekaj. Namreč pošiljali ste tudi včasih kakšno lepo sporočilo za donacijo posameznikom. Ja, in me zanima, ne o imenih, ne o številkah, kakšen je bil odziv? Je to seme padlo na plodno tla? Torej, prva stvar, kar zadeva stopnic, zdravilo, osnovna stvar je takrat, ko pride moja žena, pa za vse prireditve, na katere gre, kupi karto. Na blagajni je vsem popolnoma jasno, v čem je stvar, potem pa, ko pridejo k meni ljudje, ki seveda daleč od tega, da si ne bi mogli, pa jaz grem z njimi ven, pa rečem, lepo prosim za gospo oziroma za gospoda 2 karti, pa jaz zajem denarnico ven, pa plačam, pa reče mi Zulja, pa kaj, zakaj pa plačaš? Zaradi tega, karte se plačam, kaj pa misliš, kako se gre? In je res, da je, odkar smo striktni pri tem tega, to se zgodi samo enkrat. Nekateri bi skoraj že drugič prišli tudi, ampak dobro, ne. Koliko dobrotnik? Ampak, ne, torej to se je potem tudi razčulo. Treba pa vedeti, seveda takrat, ko je bilo več sponzorjev, ko smo imeli še VIP šotor od spoda in se iz VIP šotora dalo priti pogledati neko prireditev, so bile te stvari seveda drugačne. Sredijo pa, kdo vse vam hodi v VIP, nam zavarovalnica, nam banka, nam vsi plačajo in to face plačajo, torej plačajo toliko, da se ti programi lahko zgodijo, zato da oni pripeljajo svoje goste sem. To je bil statusni simbol, ampak zaradi tega sem jaz toliko denarja dobil potem od banke, da so lahko bili tisti, ki so to delili dovolj ti frajeri in tako naprej. Zdaj, odkar VIP-a nimamo, zadnji 2 leti, je treba za vse imeti na koncu in tudi lente zdaj nismo imeli, ker nismo upali, pa upam, da bomo v prihodnosti spet uvedli. Od nas vstopnice dobijo zares najbolj zaslužni, z enim takšnim obvestilom, veste, da VIP-a spet ni in tako naprej, ampak ker ste toliko naredili, pa govorim mogoče o upokojenih sponzorjih in tako naprej, prosim, pridite, VIP-a ni, ker bi lahko spili skupaj pijačo, najdemo se kje v kakšni gostilni, ampak izberite si 2 vstopnici po vaši izbiri in to je to, kar damo najbolj zaslužnim. In to je to. Zaposleni imajo pač neomejen dostop, tako da službeno lahko pride do tja. In drugače pač seveda enostavno ne gre. Še odziv, kakšen je bil? Odziv glede donacij. Nekateri ljudje so me zelo presenetili, dali kot posamezniki tudi 1000 evrov, ampak od vseh tistih, ki so bili, se boste mogoče spomnili, VIP-u smo imeli takih Hall of Fame, torej oziroma en takšen zid, kjer smo tisti, ki so dobili objavili, tega ni bilo tako zelo dosti. Še vedno so nekateri odvetniki, zdravniki, obrtniki dajo nekateri 100, 150, 200, kaj vem, nekateri mogoče tudi več, ampak ta odziv ni bil nikoli dober. Je pa prišla konkretno naša čistilka, pa in nismo hoteli vzeti, pa je bila potem užaljena, pa je prinesla recimo takrat, ne vem, kar nekaj evrov, 50 mogoče in je hotela na vsak način dati. Tisti ljudje, ki imajo najmanj, so najbolj srčni pri tem in jim je najbolj jasno, da ne morejo nekih stvari dobiti za stoj. Tisti pa, ki so bili vsega vajeni, so bili pa seveda drugačni. Ja. Tudi, ko smo najbolj jokali, pa ne bo šlo več dalje. In potem se mi je dogajalo, novina sunt odiosa, ne bom povedal, kdo in na kak način, ampak odšli so tudi nekateri predstavniki velikih sponzorjev in smo potem se znašli v nekem drugem okolju čez nekaj časa. Smo se govorili, zdaj čuj, poslušaj, kaj ti misliš, bi ti lahko dal več takrat? Ne, nam. Reče, ja. In zakaj nisi potem? Se ni bil tvoj denar na koncu, če smo govorili o tem. Je rekel, ker sem bil Točno, tam smo končali. Ja, to je tudi Maribor. Neprimerno več bi lahko dali. To je seveda jasno, ampak
zgodovina uči, recimo, ko je leta 1938 Franz Aleški Finžgar zbiral denar za odkup Prešernove rojstne hiše, je najbolj računal na Prešernove stanovske kolege, na slovenske odvetnike. Strašno se je uštel. Kasneje so hišo odkupili s pomočjo dinarja, ki ga je prispevala šolska mladina. To se pravi, Mularija je zbrala denar za Prešernove hiše, prvega slovenskega javnega spomenika. Ampak mariborski odvetniki so okej, moram reči, kar dosti. No, bravo, ja, vse to tudi razumem polnoma, da je ta pripadnost, privrženost. Ja, mogoče kakšno vprašanje še iz občinstva, publike? Če pa vsi poznajo, Bocov, pa vsi vse vejo. ti ne dviga roke. Ja. V redu, če ne, bi se ti jaz zahvalil za ta pogovor. Jaz mislim, da sva odprla tudi kaj zanimivega, kako tako temo, ki ni čisto vsakdanje, ampak intervjujev je zdaj v izobilju. Želim dobro sodelovanje z Agencijo za okolje, Hidrometeorološkim zavodom Republike Slovenije, z prognozo, ki naj bo ugodna in ne tipična za ta čas. Obilo uspeha, dobre številke, zadovoljstvo in vse ok. Odprli smo marsikatero stvar, ampak glede na tvoje sloves, mislim, kako flašo odprli, ampak mogoče enkrat drugič potem. Glej. Ja, smo. Malo vode smo odprli. Jaz bi vprašal, če boš dal za šprice, potem če tam direktno. Jaz bom dal z veseljem takrat, ko bo let prenehal, samo mislim pa, da glede na to, da si ti dobil tako velikansko krasno nagrado, da pa je tvoja vrsta. Za sod. Prav, ok. Hvala lepa. Torej, pričnimo tudi to poletje na Linku, ne? Ja. Poziv je izrečen. Hvala lepa. Hvala lepa knjižnici. Moram pa to povedati, hvala lepa knjižnici. Draga, lepa, prijazna, bogata hiša. Na koncu prvi v življenju so mi za en tak razgovor ponudili torej honorar, ki ste se mu z veseljem seveda odrekel, ker nikoli ne bi stanovskim kolegom računal ničesar, pa tudi drugače nisem bil navajen, da bi to bilo. No in potem so se dogovorili, da gre ta honorar v dobrodelne namene nekomu, ki to zelo rabi. Mislim, da smo našli tudi način, tako da zelo prijazno od vas. In če kdo sliši za kaj takega, torej grem lapat kamorkoli z veseljem, da pomagam takim otrokom. To mi pa ni težko lapat, kako da vidim. Hvala. Aha, pa imamo nekaj za lepe. Hvala. Najlepše hvala. Hvala. Špegle, David, ti ne rabiš? Korenika. To je... Zeliščni sirup. Blajfraj? Blajfraj. Ampak dobro. Ja, tako. Voda trsne sladke zelišča. Ok. Hvala ti lepa. Tebi. Čakaj, podjak.